težka naloga, na kratko strniti, jaz mislim, da lahko rečemo, zelo uspešen in zanimiv posvet. Imeli smo 25 nastopajočih, od tega kar 14 dam, kar se ne dogodi pogosto na podobnih simpozijih in konferencah. Častni pokrovitelj je bil predsednik vlade, nas je tudi obiskal, potem kasneje sta prišla še poslanka in poslanec. Skratka, veliko razloga za optimizem, oziroma tako kot je premier dejal, da ne obupujemo. Seveda je nemogoče narediti neko sintezo, nek povzetek vseh referatov v tako kratkem času. Jaz sem si pač nekatere misli zapisal, pri čemer je moja selekcija nujno subjektivna, to mi že morate oprostiti. Samo mogoče zato, da bomo polni, še bolj polni energije in seveda izčrpani odšli domov in enostavno razmišljali naprej, kako se to, kar smo danes slišali, kar smo se pogovarjali, udejaniti v praksi. Ampak preden se sprehodim skozi te misli, mi dovolite vendarle nekaj zahval, pa ne v stilu podelitve Oskarja, ampak nekaj ljudi si res zasluži vso priznanje. Če bi imel kapo, bi jo dal dol, pa jo nimam, ampak zagotovo je tu naša Karolina, pa Jože, Maša, Silvo. Seveda ne gre brez spiritus agensa našega Alberta. Albert, jaz imam včasih občutek, da imaš najete nekatere ljudi, ki ti pišejo maile. Človek lahko prebere samo določeno količino vsak večer, ampak ti me vedno znova prepričaš, da je možno še več. Ker ti verjeti ali ne, čeprav je mogoče to malo neetično, ampak ta posvet je bil 80–90% organiziran digitalno, ker drugače ne gre, ker smo raztroseni po celi Sloveniji, ampak to je ohrabrujoče. No, tu seveda res topla zahvala tudi Borutu, tudi Borut si zasluži en aplavz. Ne vem, zakaj se je skril tjale. In že z vidika nastajajočega zbornika, našemu zelo dobrodušnemu, narodarnemu sponzorju, Albert je že omenil gospoda Marjana Batagelja, predsednika uprave in pravzaprav tudi lastnika Postojnske jame. No, on je dokazal na našem kulturnem in turističnem biseru, kaj se da etično narediti v turizmu, pomaga pa tudi nam, tako da bomo lahko zbornik, jaz mislim, spravili pod streho nekje do druge polovice decembra. Ampak v zborniku ta trenutek ne bi govoril, ker boste v kratkem vsi predavatelji dobili še nekaj navodil. Potem pa pričakujte grozilna pisma zlasti od Alberta, za katerega se bova spretno skrila oba urednika, da se boste jezili na njega, ampak rok za oddajo bo 19. november. Takole, na začetku smo slišali, da naj bo cilj etična prizadevnost in ne etična popolnost. Holistična vzgoja mora biti vseprisotna, psihofizična, etična, medkulturna, medgeneracijska, pa seveda tudi prirodna, kot smo lepo slišali od skavtinje. Svetovni etos nas uči življenja v sožitju. Določena moralnost, etičnost je prirojena, genetsko pogojena, sodobna pa ideja pa je primarno funkcija človeka za njegovo učlovečenje. Zgodovina je odlična učiteljica življenja, še posebej antična filozofija. Žal sta znani in tehnološki napredek dokazala, da nas nista privedla na višji nivo zavesti, z duhovnostjo ne obvladujemo materialnega in postavlja se seveda vprašanje, ali naj razloge iščemo tudi v ekonomiji oziroma na desni ali levi sferi politike, ki vpliva tudi na potrošniško ali drugačno orientiranost sodobnega človeka. Preveč smisla je enako škodljivo kot premalo. In ni nujno, da se utemeljujemo skozi vero, temveč lahko tudi prek humanosti, človečnosti, toda hkrati lahko postavljamo vprašanje, ali je vera zgolj religija ali več,
ali duhovnost. Tu se spominjam izjave Dalaj Lame, ki je rekel, da politiki potrebujejo vero bolj kot puščavniki. Na zdravje. Tudi to je etika. Slišali smo krasno prispodobo, da je človek kot čipka s 3 dimenzijami, poleg materijala in znanja so tu še luknjice. In nekje sem slišal krasno prispodobo, da je bistvo glasbe, glasbo malo bolj obvladan kot risanje, ampak da je bistvo tisti prazni prostor med notami. In dejansko, ko človek začne tako razmišljati, da je bistvo glasbe tisto med notami še kako res. Ker spomnite se na sinkope in tako naprej. Pa na čipke, seveda. Zato sem rekel, da je človek kot čipka s 3 dimenzijami. Material, znanje in luknjice, to je tako krasno povedal dr. Ščuka. Šolarje bi bilo treba oblikovati kot osebnosti. Etika zahteva samorefleksijo in dialog, za kar sta potrebna čas in prostor. Vseskozi smo ugotavljali, da se je motiti človeško, ampak žal moderni človek pozablja na drugi del tega pregovora. Namreč vztrajati v zmoti je pa peklensko. Ni dovolj, da se upravičujemo samo, da smo pač humani oziroma krvavi pod kožo in da se motimo. Dajmo si to priznati. Morda smo malce premalo, takole za nazaj je vedno lažje biti general, dali na tnalo medije. Mediji so izjemno pomemben faktor, mogoče kot sugestija za naprej, ampak seveda imamo pa tu urednika vzgoje, ki nam stoji ob strani. Še nekaj medijev je, ki jih etika iskreno zanima, ne samo kot neka modna muha, ampak absolutno premalo. Zlasti na medmrežju, kjer je danes dovoljeno vse in še več, brez cenzure. In je seveda ta svoboda izražanja že daleč presegla to pravico. Kajti toliko gnojnice, toliko žolča, kot se zliva po internetu, je res zaskrbljujoče. Za duhovno rast so pomembne zgodbe, izjemno pomembna je kulturna pedagogika, citiram, kaži pot za umevanje učlovečenja, vzgoja srca, odprimo ga tudi minljivosti, smrti, to sta nežnost, zvestoba samemu sebi. K celostni vzgoji pomembno vpliva umetnost. Spoznavamo sebe in druge, krepimo svoje značaje. Pravo, ki ne sloni na svetovnem etosu, je nepravo. Valdorfska pedagogika, Montessori pedagogika, edukacija kot skupek pedagogike oziroma izobraževanja in vzgoje in tako naprej. Vsi poudarjajo znanje, solidarnost, ustvarjalnost, skupnostno učenje, projektno učenje za mlade, permakulturo. Zgledi vlečejo, izkušenjsko učenje je zato toliko bolj pomembno in seveda vprašanje je res, kako vzgojiti samostojne in odgovorne otroke. Tudi sam sem oče in tudi sam ob besedici otrok vibriram. Ampak za Božjo voljo, zakaj jim ne dovolimo, da odrastejo? In kdo je varuh otrokovih dolžnosti, ne samo pravic? Krasna poanta. In pravim, da je čudež že otrok, kaj šele človek, če mu seveda ne odvzamemo urojenega otroka in ga tako razčlovečimo. Napredovanje navzdol, zanimivo, je lahko tudi rast, kar velja tudi za učitelje. In dovolite mi, da sklenem, zatorej negujmo svoje duše, da ne bomo nekoč usahnili zaradi vrednotne suže. Zvezde nas čakajo, hvala lepa, lep večer in če prej ne, se vidimo na naslednjem posvetu drugo leto. Hvala.